Pozdravljeni! Glede na praznične dni, ki so pred nami, prisluhnimo najprej voščilnicam županov. Danijelu Vrbnjaku, županu občine Ormož, Toniju Jelovici, županu občine Središče ob Dravi in Mirku Cvetku, županu občine Sveti Tomaž. Spoštovane občanke in občani občine Ormož, dragi prijatelji. Zaključujemo leto 2022, leto polno izzivov na različnih področjih. Leto, ko smo gradili za dobro nas in naše skupnosti, pomagali eden drugemu, se veselili in dokazovali, da tudi v naši občini zmoremo. Decembrski čas preživite čim lepše. Uživajte v stvareh, ki so mogoče bile skozi leto zamujene. V letu 2023 pa skočite s polno upanja, motivirani, da svoje želje uresničite. V novem letu vam želim predvsem zdravja, osebne sreče, smeha in polno zadovoljstva. V prihodnost zrimo z optimizmom, predvsem pa bodimo eden do drugega strpni. Vesel Božič in srečno novo leto 2023. Spoštovane občanke, občani, v prihajajočih božično-novoletnih praznikih vam v svojem imenu, kakor tudi v imenu občine Središče ob Dravi, iskreno želim veliko sreče, zdravja, uspehov in medsebojnega sodelovanja. Spoštovane občanke, spoštovani občani, smo pred iztekom leta 2022, za katerega smemo reči tudi iz strani občine Sveti Tomaž, da je bilo to eno od zelo in bolj uspešnih let, kar jih imamo skupaj z našo novo občino Sveti Tomaž. Dokončujemo pravzaprav vse tisto, kar smo si zadali za cilj v tem letu in vesel sem, da se v tem decembrskem času lahko veselimo sadov tega našega skupnega dela. Za nami so tudi številne volitve, ki smo jih dali skozi. Dobili smo tudi nove občinske svete in župane. Vsekakor na tem mestu je prav, da se vam zahvalim za vaš izbor, tako za občinski svet, kot tudi zame, kot za župana. Seveda s prepričanjem, da bi tudi v prihodnje delali skupaj, predvsem pa v slogi, kar se mi zdi za Sveti Tomaž ena od najbolj pomembnih usmeritev, kar jih občina zmore pri svojem delu. Kot že rečeno, vesel sem, da smo dokončali vse zadano v tem letu, si pa seveda srčno želim, da bi vse tisto, kar si bomo zadali za leto 2023, z skupnimi močmi peljali tudi v naslednjih mesecih. Ni malo nalog, ki smo si jih zadali, predvsem pa tistih, ki so še v izvrševanju in jih bo potrebno dokončati. Na tej poti si želim, da bi vsi skupaj, tako občinska uprava, tako občinski svet, kot seveda vi, spoštovane občanke in občani, nekako družno stopali k temu cilju in uresničili naše skupne želje. Ker pa so pred nami lepi prazniki, božično-novoletni, pa vam, spoštovane občanke in občani, želim, da jih dočakate v čim boljšem zdravju, da jih dočakate med seboj povezani in srečni. In tega vam v izobilju želim tudi v letu 2023, ki nas naj krepi na poti naših skupnih odločitev, tako v vaših družinah, kot v skupnosti nasploh. Vse dobro vam želim in srečno.
Videli ste nastop 11-letne balerine Brine Gerebic iz Lendave oziroma njeno baletno točko, ki je predstavljala uvod predpraznični dobrodelni koncert z naslovom Ali veš, kako te imam rad, ki je potekal v organizaciji Aleksandre Sofije Marenič, lastnice centra masaž ter nege telesa Tempelj obilja v Ormožu. Posnetek koncerta boste lahko videli v mesecu januarju, mi pa se v nadaljevanju oddaje odpravljamo v sosednjo občino Središče ob Dravi, kjer se je na prvi konstitutivni seji sestal tamkajšnji občinski svet v novi sestavi. Prisluhnili pa bomo tudi izjavam bivšega in novega župana. Občinski svet Središče ob Dravi ima 9 članov. Od teh so 3 svetniki, Stanka Horvat iz Strat, Viktorija Lukman iz Obreža in Mitja Bogdan iz Godenincev svoje poslanstvo že opravljali v minulem mandatu. Na novo pa so v občinski svet bili izvoljeni Silva Marčec iz Obreža, Tonček Kolarič iz Šalovcev, Lea Rajh iz Slovenske ceste, Tomaž Kosec iz Bercetove ulice, Marjana Janežič iz Grab ter Aleš Dokša iz Ljutomerske ceste. Zbrane svetnike je najprej pozdravil dosedanji župan Jurij Borko, potem pa je, kot je to po pravilniku, prvo konstitutivno sejo vodila najstarejša svetnica Silva Marčec. Po poročilu občinske volilne komisije so soglasno potrdili svetnike in novega župana Tonija Jelovico. Slovesno prisegam, da bom dolžnosti župana opravljal vestno in odgovorno, spoštoval pravni red Republike Slovenije in občine Središče ob Dravi, ter vsemi močmi deloval za čast, blaginjo in razvoj občine Središče ob Dravi ter njenih občanov in oziroma njenih občank in občanov. Gospod Jurij Borko, kam vas vodi pot? Prvo me pot vodi v počitek in to pravi takšni počitek, vdih, kaj te dobro sicer dopusta ne moram več koristiti, preko 60 dni ga je ostalo letos Polane, tako da prvo bomo odklopili. No, župan, novi župan si želi, da bi na nek način sodelovala, ste mu pripravljeni pomagati potem, ko si spočijete? Ja, zdaj, gledajte, pravno, formalno obstajajo neke ovire ali pa ne, ker jaz od jutri nimam mandata, ne, to veste. Tako da, gledajte, jutri bomo probali čim več zadev doreči, to pomeni primopredaja, odprte zadeve, odprti projekti. Dejansko smo pripravili, imeli že prvo branje proračuna. Z finančnikom smo danes že pripravljali proračun, ki ga morajo do 31.12. sprejeti. Novi župan in uprava bo ga še do srede pregledala druga in mora dati gradivo ven. Tako da, ja, gledajte, za kakšne informacije trenutno in tako naprej, ja, vsekakor. No, pot je odlično nadelana, kolikor nam je znano, kolikor smo uspeli slediti vaša prizadevanja. Vam je žal, da odhajate? Ne, gledajte, ni mi žal. Jaz sem se s tem hitro sprijaznil. Nekako tam, tako sam pri sebi sem se že v času prvega in drugega kroga mogoče želel, da se to zgodi, kaj ti videli ste same, ne. Ni dobro, ko po domače ne veš odklopiti, ne. Ko si dan in noč vpet, niti nimaš časa za družino, niti ne greš na dopust. Tudi nisem več mlad, ne, čez 3 mesece bo 55. Glejte, volilke in volilci so odločili, imamo novega župana, imamo nekaj novih svetnikov, treba bo prijeti za delo pa delati, tako kot smo mi. In jaz sem prepričan, da bo občina zopet šla naprej. No, zanimivo je to, torej, da ta razlika, ne, en sam glas, pravzaprav sta izenačena v bistvu, ne. Je to nesreča ali kako bi to imenovali pravzaprav? Glejte, nismo izenačeni, zakon pravi 50+1. Torej, novi župan je bil legalno izvoljen, en glas več in to je dovolj. Tako da, seveda, kot smo rekli, pa kot sem povedal dvakrat, želim mu uspešno delo, tudi občinskemu svetu, seveda vse v dobro občine Središče ob Dravi. No, tudi z našo medijsko hišo, mislim, da smo zelo dobro v teh 16 letih sodelovali, tako da se vam zahvaljujemo za vsa sodelovanja in srečno. Ja, hvala. Torej, tako je, kot pravite, tudi s Štajerskim tednikom, z Radiom Prlek,
spremljali ste nas kar na sejah, na pomembnih dogodkih, otvoritvah, tako da tudi vam hvala in prepričan sem, da bo to sodelovanje teklo še naprej. Gospod Toni Jelovica, ste torej pripravljeni na štart? Ja, seveda, ker smo pripravljeni, smo na štart. Torej, prva seja je za vami, vse je potrjeno, vse je legalno, vse je torej tako, kot je treba. Jutri, torej v petek, začenjate tudi uradno županovati občini Središče ob Dravi. Kaj je tisto, kar boste najprej naredili? Kot ste že sami omenili, je danes bila prva konsultativna seja, to pomeni jutri zjutraj ob 8 imamo pač primopredajo, kjer bomo se pač seznanili z delovanjem občine oziroma z njihovimi projekti oziroma kateri so v teki in kateri se bi naj še nadaljevali. Čaka vas veliko dela, gospod Jelovica. Ste pripravljeni tudi na to? Ja, to je res, seveda, ker smo pripravljeni, ne samo jaz, tudi skupaj z občinskim svetom in pa tudi z občinsko upravo bomo pač nadaljevali delo tam, kjer se je končalo in ga sedaj tudi mi nadaljevali. To pomeni, da boste obdržali iste ljudi v občinski upravi? Ja, to je res, obdržali bom iste, tako kot so oni do sedaj delali, upam, da bodo tudi z mano delali tako naprej, tako da bomo najprej seznanili z stanjem na občini, z projekti, ki so v teki, tudi s tistimi projekti, kateri se pač pripravlja dokumentacija za pridobitev kakšnih dovoljenj, da bomo se lahko prijavili na razpise. Kaj mislite, kaj je odtehtalo torej odločitev vaših občanov, da torej postanete vi župan? Dejansko gre res samo za en glas, ampak vseeno, ne, pomembno je to. Ta glas je bil zelo pomemben. To je res, ko ste sami omenili, vsak glas je štel. Pač kandidati, kateri smo pač se potegovali za mesto župana, smo pač predstavili svoj program, se predstavljali na terenu, predstavljali svoje programe, vizijo, kako bi pač nadaljevali z razvojem, da bi pač v mojem programu, da bi pač nadaljevali s tem, da bi se pač zagon industrijske cone oziroma gospodarstvo in pa potem, da pač ostanejo delovna mesta nova in takrat bi tudi pridobili kako nove občane oziroma občanke, tako da bi jih probali zadržati, tako da ne bi število prebivalcev padalo. In kaj bo v bistvu vaša prioriteta, torej če prav razumemo, je to torej tudi razvoj gospodarstva? Tako kot ste omenili, prvo je zagon gospodarstva, to pomeni začetek priprav in pa del za industrijsko cono. Dela so se pričela, to pomeni, da se sedaj izvajajo tekoča dela, ki se do pač zaključila naslednjo leto, takrat bodo prišli oziroma investitorji so tako že pokupili svoje parcele, tako da do lahko pridobili gradbeno dovoljenje in do pač lahko začeli zidati oziroma svoje prostore, kjer do pač nadaljevali svojo proizvodnjo. Koliko se zanašate na kohezijska sredstva oziroma na sredstva iz Evropske unije? Glejte, večino se bomo morali nanašati na njih. Pogoj pa, da bomo jih pridobili, pa je to, da bomo pač imeli pripravljene ustrezne projekte, pač kvalitetne, s katerimi se lahko prijavili, tako da bomo lahko svoj proračun obogateli tudi z evropskim denarjem. In torej razvoj gospodarstva ste omenili, v kaj boste torej še vlagali svojo energijo, zakaj si boste še prizadevali? Veliko se bom tudi prizadeval, ker sami veste, smo kmetijska občina, pomagali, da bodo pač dobili razne subvencije in da se lahko tudi prijavili na kakšna evropska sredstva, nepovratna, pol tudi da bi mladi ostali, to pomeni, da jim pač pod prvo pridobimo delovna mesta, pol bomo tudi obnovili razne objekte, kot so šola, vrtec, kateri pač morajo biti skrbno urejeni, da bodo tako lahko mladi tudi ostali v svojem kraju in tudi bivali in pa nadaljevali svoje delo v domačem kraju. Računate morda tudi na kakšni privilegij, glede na to, da ste obmejna občina? Seveda, kot sami veste, smo čisto na vzhodnem delu Slovenije. Pričakujem glede tega ali pa tudi kakšno sodelovanje z sosednjo Hrvaško, z sosednjimi občinami, da se lahko skupaj prijavljeni na razpise in v tem pač vidim neko prihodnost, da bi lahko na tem področju marsikaj storili in pa tudi marsikaj pridobili kakšne sredstva. No, omenili ste tudi, da seveda želite zadržati mlade doma, torej se pravi dobri pogoji za šolanje otrok, najbrž pa tudi stanovanjska problematika. Kako je s tem v Središču ob Dravi? Ja, tako kot ste omenili, stanovanjska problematika, proba si pač prizadevati, da bude se
pač pridobilo kakšni plan oziroma se naredil kakšno območje, kjer bi lahko recimo pričeli graditi stanovanja, kot je na recimo vzoru občine Ormož. Vendar tudi je pač potrebno veliko dela in pa naporov, da bomo sploh lahko pridobili, da se pač lahko sprememba namembnosti naredi, to pomeni iz kmetijskega v stavbno zemljišče. Predtem pa bomo probali poiskati tudi rezerve z tistih zemljišč, katere so znotraj sedanjega OPP1 oziroma kjer je pač gradbena parcela, da bomo pač probali tu čim več prebivalcev oziroma občanov prepričati, katerih zemljišč ne potrebujejo, da jih pač prodajo, kjer bi lahko tudi takoj pričeli z gradnjo. In še eno vprašanje za konec, kakšen del upravljenega dela bivšega župana, torej Jurija Borka, želite pohvaliti in kaj je tisto, kar bi mu morda učitali? Glejte, pohvalim, kot sem že prej omenil, pohvalim njega in pa vso občinsko upravo, kajti od ustanovitve občine pa do sedaj se je veliko naredilo. Mogoče kateri projekti ali pa katere gradbena dovoljenja so se mogoče malo kasneje pridobila, tu je mogoče tudi razlog nepridobitev kakšnih evropskih sredstev, kot sami veste, imamo proračun omejen oziroma nizek in če se hočemo kako veliko investicijo, se pač moramo prijaviti na projekte, ker dobimo pač evropska sredstva, predtem pa pač moramo zagotoviti svoj lastni delež, da lahko sploh pridobimo gradbeno dovoljenje. Boste določili podžupana, da vam bo pomagal? Ja, določil bom si pač svojega podžupana, vendar ne prej, dokler se ne bodo vsi odbori sestali in pa nastavili, takrat pa bom tudi razmislil, koga bom si pač imenoval za podžupana. V vsakem primeru vam želimo uspešno delo in verjamem, da se bomo predvsem ob uspehih veliko srečevali. Hvala lepa za pogovor. Hvala vam. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Ormož in ormoška enota muzeja Ptuj Ormož sta pripravila dobrodelno prodajno razstavo likovnih del z naslovom Skozi igro barv do šolskih igral. Razstava je še vedno na ogled, na voljo pa je tudi še kar nekaj likovnih del. Ravno v decembrskem času smo ponavadi še najbolj radodarni. Tako sta se v decembru zbiranju denarja za šolska igrala pridružila tudi Javni sklad za kulturne dejavnosti in muzeji ter skupaj pripravila dobrodelno prodajno razstavo likovnih del, ki so jih ustvarili tako akademiki kot likovni amaterji. Nekako skupaj smo se odločili, da pripravimo letos ob koncu decembra dobrodelno razstavo in sicer z naslovom Skozi igro barv do novih igral. Gre namreč za to, da tudi v tem času, torej decembru, ko ljudje obdarujejo, kupujejo tudi stvari, ki so nepotrebne, s neko dobrodelno noto, z dobro gesto naredimo dobro dejanje. Tako smo se nekako povezali tudi z osnovno šolo Ormož in se odločili, da vsa sredstva, ki bodo nekako prispela iz prodaje slik na tej razstavi, grejo v nakup novih igral pri osnovni šoli Ormož. Na razstavi je bilo okrog 40 slik, če sedaj pogledamo po naši beli dvorani, lahko vidimo, da je bilo kar veliko slik prodanih, mislim, da do danes okrog 15. Tako da se bo kar nabralo nekaj denarja in v spomladanskem času, torej mislim, da v mesecu maju, bomo pred osnovno šolo postavili kakšno novo igralo. Kdo pa je podaril te slike? V bistvu gre za slike, ki so ostale iz likovnih kolonij Malek, torej v preteklih 10 letih se je nabralo kar veliko slik. Vemo, da avtorji eno izmed slik podarijo javnemu skladu, tudi društvu ali pa tudi muzeju. Tako da iz te zbirke je potem nastala ta razstava in zelo smo veseli, da se tako nekako zaključuje. Mislimo, da bomo jo še podaljšali v prvi teden meseca januarja, tako da bomo potem na koncu videli, koliko slik smo dejansko nekako prodali oziroma koliko slik je šlo v dobrodelnost.
Cena posamezne slike je 40 evrov in kot pravi Nevenka Korpič, bo akcija podaljšana še v začetek meseca januarja. Razstavo si lahko gledate v delovnem času muzeja, ukolikor se odločite za nakup, denar nakažete na ekranu objavljen račun, ter z dokazilom pridete po sliko. Ormoški šolarji vam bodo hvaležni. Gimnazija Ormož v tekočem šolskem letu že 3. leto zapored sodeluje v evropskem projektu Šola, ambasadorka Evropskega parlamenta, ali krajše EPAS. Gre za obsežen izobraževalni program, ki je namenjen ozaveščanju in izobraževanju dijakov in študentov o Evropski uniji ter usposabljanju za aktivno državljanstvo. Višek aktivnosti znotraj projekta je za ormoške gimnazijce pomenil obisk Štrasbura oziroma tamkajšnjega Evropskega parlamenta. V Evropski uniji ima Strasbourg pomembno vlogo, saj je tu od leta 1949 sedež Sveta Evrope. V mestu je Evropsko sodišče za človekove pravice, pa tudi eno od 2 sedežev Evropskega parlamenta. Mesto leži v severovzhodnem delu Francije na levem bregu reke Ren in njegovega pritoka Il, tik ob nemško-francoski meji. Za ormoške gimnazijce je dvodnevni obisk Strasbourga bil veliko doživetje. Ekskurzije se je udeležilo 24 dijakov, to so bili dijaki ambasadorja Evropskega parlamenta in dijaki debaterji. Spremljali smo jih midve z ravnateljico. V Franciji smo preživeli 2 zanimiva dneva. Prvi dan je bil obarvan turistično, dopoldan smo si ogledali mesto Colmar, to je biser francoske pokrajine Alzacije, ki leži ob Alzaški vinski cesti. Staro mestno jedro krasi gotski slog, najlepši del mesta pa je četrt, imenovana Male Benetke, kjer je polno barvitih hiš in manjših rečnih kanalov. Popoldan smo si ogledali Štrasburg, ki je tudi eno izmed sedežev Evropskega parlamenta in hkrati središče Alzacije. Občudovali smo znamenito katedralo Notre Dame z astronomsko uro, lesene hiše in pa številne kanale reke Il. Drugi dan potovanja smo preživeli v Evropskem parlamentu. Simulacija Evropskega parlamenta Eurošola je edinstvena priložnost, ki mladim omogoča, da neposredno izkusijo, kako evropska integracija deluje v praksi. Dogodka se je udeležilo okrog 600 dijakov iz večine držav članic Evropske unije. Ti so za en dan v bistvu zavzeli plenarno dvorano, okrog 600 dijakov pa je dogodku prisostvovalo še nadaljavo. Dijake je prek video sporočila uvodoma nagovorila predsednica Evropskega parlamenta, gospa Roberta Metsola. V dvorani pa so dijaki lahko intervjuvali podpredsednico gospo Dito Haranzovo. Osrednja tema razprave je torej bila, ali je Evropa pripravljena na zimo. Dijaki pa so postavljali vprašanja in glasovali ravno tako, kot to počnejo evropski poslanci. Poseben program so pripravili tudi nam mentorjem. Najprej smo imeli voden ogled parlamenta, potem smo se družili z mentorji iz drugih držav in pa skupaj reševali kviz o Evropski uniji. Ta je bil še prav posebej zanimiv, saj je bilo vsako vprašanje v svojem jeziku in se je spet izkazal rek: več jezikov znaš, več veljaš. Verjamem, da sta bila obisk in aktivno sodelovanje naših dijakov v Evropskem parlamentu prav nepozabna izkušnja za njih, hkrati pa tudi priložnost za nova spoznanstva z vrstniki iz drugih evropskih držav. Sicer pa gimnazija Ormož ni bila prvič v Strasbourgu oziroma Evropskem parlamentu. Res je. V Evropskem parlamentu smo že bili s 3 dijaki, z ekipo, ki je sodelovala v projektu televizije AS, Murska Sobota, in sicer Young EU Voices, se pravi glasovi, mladi glasovi Evropske unije. To je bilo tik pred prejšnjimi volitvami, kjer smo v bistvu raziskovali temo v zvezi z migracijami. V program Šola, ambasadorka Evropskega parlamenta, je vključenih več šol v Sloveniji in v Evropi.
Izobraževalni program predstavlja odlično priložnost za vse učence srednjih in poklicnih šol ter njihove učitelje, da kot pravi pristaši evropskega povezovanja prevzamejo vlogo dijaka ali mentorja, ambasadorja Evropskega parlamenta. S tem postanejo predstavniki življenja v Evropski uniji na svoji šoli in opravljajo nalogo ozaveščanja o paleti možnosti, ki jih Evropska unija ponuja mladim. Torej, na gimnaziji Ormož zdaj že 2 leti zapored sodelujemo v projektu EPAS, šola ambasadorka Evropskega parlamenta. Gre za projekt, ki ga koordinira informacijska pisarna Evropskega parlamenta iz Ljubljane in v tem projektu sodelujejo pravzaprav številne šole v Sloveniji, v lanskem šolskem letu okrog 70 srednjih šol. In s ponosom povemo, da smo med temi šolami v lanskem šolskem letu dosegli odlično 3. mesto. Kaj to 3. mesto pomeni? Pomeni, da so morali dijaki skozi celotno šolsko leto se izobraževati o Evropski uniji, zlasti o Evropskem parlamentu, sodelovati v razpravah z evropskimi poslanci, priredili so kviz za sovrstnike, lokalno okolje poučevali o tem, kako je pravzaprav Evropska unija pomembna v našem vsakdanjem življenju, urejali Facebook profil, sodelovali v razpravah z evropskimi poslanci in jim pošiljali svoje predloge o tem, kako naj se odzivajo na različne izzive današnjega časa. In ker smo se odlično odrezali, smo za nagrado lahko v tem šolskem letu obiskali Evropski parlament v Štrasburu. Šole v Sloveniji med seboj tekmujejo za plaketo Šola ambasadorka in sicer tako, da oblikujejo spletne strani, Facebook strani, pripravljajo različne dogodke in podobno, ter se trudijo temeljito predstaviti Evropsko unijo in njene zanimivosti. Tako gimnazija Ormož pa ni prvič sodelovala pri tem projektu oziroma prvo leto. Drži, ko smo sodelovali prvič, smo dosegli 5. mesto, v naslednjem letu 3., tako da letos ciljamo na 1. mesto. Torej, dijaki se prostovoljno odločajo za sodelovanje v tem projektu, mentorice k temu seveda spodbujamo in reči moramo, da so pozitivno presenečeni nad tem, ko spoznajo, da je Evropska unija ni nekaj imaginarnega zunaj nas, ampak ima še kako pomemben vpliv na naše vsakdanje življenje. Spodbudimo jih potem k aktivnostim še s tem, da lahko obiščejo hišo EU v Ljubljani. Obisk Štrasbura je bil pa itak pikica na i. Sodelujočim v programu EPAS na Ormoški gimnaziji je tako obisk sedeža Evropske unije oziroma Evropskega parlamenta bil posebno doživetje. Ja, meni je v bistvu obisk parlamenta bil ena taka res edinstvena izkušnja, ker tega prej še nikoli nisem doživela. Res tisti vstop v tako veliko stavbo, kjer se dogaja take pomembne stvari, je neka stvar, ki je ne more vsak izkusiti, tako da mi je bilo to res zelo všeč. Kakšna je bila debata v parlamentu evropskem? V bistvu smo imeli priložnost debatirati kar v 6 jezikih, in sicer angleščini, nemščini, francoščini, španščini in pa italijanščini. Debatirali smo o v bistvu neki energetski krizi, tudi malo o vojni v Ukrajini in pa odprla so se tudi manjša debata o v bistvu jeziki, ki so bili na voljo kot prevajalci. Ste se dijaki gimnazije Ormož kaj vključevali glede vprašanj oziroma vaših mnenj v parlamentu? Poskušali smo, je pa bilo toliko dijakov, da v bistvu nekako nismo prišli na vrsto, ampak smo kljub temu dobili veliko nekih izkušenj. Se tudi ti mogoče kdaj vidiš v prihodnosti kot evroposlanka? Se mi zdi, da bi to lahko bilo zanimivo delo, ja. Zoja, kako to, da si se odločila pri sodelovanju v tem projektu? Za sodelovanje sem se odločila zaradi tega, ker me ful zanima politika v Evropski uniji, prav tako pa bi rada, da bi bolj mladi sodelovali in pa pri tem, kako bude se prihodnost za Evropsko unijo spremenila. Kako pa se ti je recimo dopadlo v samem Evropskem parlamentu, torej v Strasburu? Si bila zadovoljna? Ja, bila sem precej zadovoljna. Ful mi je bilo všeč, da so nas mlade vključevali v debato, da smo lahko tudi mi povedali svoje mnenja. Mogoče še teme debat? Pogovarjali pa smo se predvsem o energijski krizi, potem pa smo reševali kratki kviz na splošno Evropski uniji o preteklosti. Se mogoče kdaj vidiš tudi sama kot evropska poslanka?
Osebno zdaj, potem, ko sem obiskala Evropski parlament, ja, predtem pa se nisem glih videla nekaj v politiki, tako da, ja. In kakšen je recimo tvoj nasvet tistim, ki prihajajo za tabo glede tega projekta, najbrž da se vključijo k sodelovanju? Ja, predvsem to, pa da povejo svoje mnenje in da pač res probajo izboljšati prihodnost za nas. Cilj obiska mladih Evropejcev v Strasbourgu je približati jim evropske institucije, jim omogočiti sodelovanje in dati možnost, da spoznajo svoje vrstnike iz drugih držav. In končno za delo v Evropski uniji vzgojiti nove generacije. Gradnja vodovoda na ormoškem območju gre k koncu. Zadnjih 12 metrov vodovodnih cevi je komunalno podjetje Ormož minuli teden položilo na vrhu Huma, ob hišni številki 7. Projekt oskrba s pitno vodo v porečju Drave 2014-2020 ormoško območje štejemo za enega največjih na območju občin Ormož, Središče ob Dravi ter Sveti Tomaž. In prinaša izboljšanje javne storitve oskrbe s pitno vodo za uporabnike priključene na vodovodni sistem Ormož. Gradnja vodovoda na ormoškem območju, ki jo sofinancirata Evropska unija iz kohezijskega sklada in Republika Slovenija, je zaključena. Gradnja se je začela v začetku junija lansko leto in sicer s položitvijo prvih metrov vodovodnih cevi na Seniku, na meji med občino Ormož in Sveti Tomaž, na vodovodnem odseku Hajndl-Kostan. Gradnja pa se zaključuje v tem tednu na Humu. Nahajamo se na odseku Hum 7, se reče, to je zadnji odsek, pač pustili smo si ga za nazadnje, ker tak nekak tehnologija tudi narekovala. Tukaj se zdaj dogaja prevezava za en del Huma in prevezava na drugi del Huma in pa nekako možnost nadaljevanja tudi, da se kasneje lahko še nadaljuje tukaj naprej. To pomeni zadnji cevovod, pač, ki povezuje dva obstoječa kraka, na kateri so pač navezani že vodovode. En del smo obnovili pred 10 leti, drugi del pa še čaka. No in konkretno tukaj sedaj se bo še kopalo? Ja, rabimo še položiti 2 cevi, 2x6 metrov, to je 12 metrov tukaj naprej in pol levo in desno še 6 metrov, da poiščemo cev, ki točno ne vemo, kje zdaj še je, in to pomeni danes in jutri še, da skopamo, povežemo te cevi in zasipamo. Malo nas vreme ovira, da verjetno ne bomo jutri še poasfaltirali, bo pa asfaltiranost tudi. Zdaj v obdobju do 20. decembra morajo biti vsa dela končana. Nekatera dela se seveda lahko tudi še v reklamacijskem obdobju, manjša se odpravljajo, tako da ne vidimo težav, da tega projekta tudi ne zaključimo tako, kot je treba. Skoraj neverjetno se zdi, da torej ste uspeli tudi poleg nekaterih težav ujeti torej ta rok. Ja, saj veste sami, med tekom gradnje se vedno kaj zakomplicira, se kaj več naredi, kot je bilo predvideno, tako da zaradi tega se je tudi bil rok podaljšan za 2 meseca, kljub temu pa smo lahko zadovoljni. Torej, da še enkrat ponovimo, koliko cevi je bilo položenih, kaj vse je bilo narejeno? Položenih je bilo preko 25 km glavnih cevovodov, k temu pa lahko prišljemo še kar nekaj kilometrov priključkov. Se veste, od glavne cevi do hiš so bili vsi cevovodi obnovljeni, tako da lahko zdaj vsi ti prebivalci so mirni nadaljnjih 40 do 50 let. Tudi ceste so se urejale zraven in vse ostalo, je to tudi vse urejeno v tem trenutku? Zdaj v tem trenutku so v glavnem dela končana, v reklamacijskem obdobju bomo stvari sfinalizirali do konca, tako da vse vidite, zdaj trenutno temperature še ne omogočajo tega več. V glavnem v reklamacijskem obdobju 4 mesece bo to vse urejeno. Novi oziroma obnovljen vodovod bo tako še kvalitetnejšo vodo z močnejšim pritiskom pripeljal skoraj 16.000 prebivalcem vseh 3 občin. S odlično pripravljenim projektom pa je tako občinam upravne enote Ormož med drugimi projekti tudi za gradnjo vodovoda iz Evrope uspelo počrpati izdatna sredstva, kar pa v obdobju 2014-2020 žal ne velja za mnoge podravske občine.
Pripeljali smo veliki projekt do konca, zato seveda iskrena hvala vsem, ki so pri tem sodelovali. Bilo je veliko dela, veliko usklajevanja, ampak jaz verjamem, da smo lahko zadovoljni. Konec koncev uspeva nam če sem lahko malo še bolj, bi rekel, ponosen na to, kar se tukaj dogaja. Konec koncev v Podravju smo tisti, ki smo uspeli pripeljati sredstva, tisti, ki smo uspeli projekt, se pravi, dobiti, in smo tudi tisti, ki ga v dobrem delu tudi zaključujemo. Vse ostale občine še bo to čakalo v prihodnosti, mi pa že lahko smelo gledamo v naslednje faze, to se pravi v naslednje rekonstrukcije samega vodovodnega sistema po naših 3 občinah in vsekakor smo lahko zadovoljni, kar smo v tem času dosegli. Se pravzaprav občani sploh zavedajo, za kakšen dosežek gre? Kaj to pomeni, torej nova vodovodna napeljava? Vemo, da imamo v Ormožu eno izmed najbolj kvalitetnih pitnih voda, na to smo lahko ponosni. Vse to, kar se obnavlja za vse nas, torej kvaliteta se bo absolutno še povečala, tako da smo lahko na vse to, kar imamo v naših 3 občinah, zelo ponosni in jaz verjamem, da to tudi občanke in občani tudi čutijo. Kdaj bo po vašem mnenju lahko tista uradna otvoritev, kajti verjamem, da bo to kar velik dogodek? Ja, predvidevamo tam aprila, maja, da bomo te zadeve absolutno zaključili. Glede na to, da bodo vsa ta groba dela sedaj končana, še nas čakajo, bi rekel, te zaključne faze oziroma zaključna dela na, se pravi, asfaltnih delih. To pa glede na vremenske pogoje, glede na predvidevanja, kako se bo vreme odvijalo, so najbolj realni tisti meseci, to se pravi okrog aprila, maja naslednje leto. Kdo pa je najbolj zaslužen, da je tako uspešno torej zaključen ta projekt? Jaz moram povedati, da smo res z komunalnim podjetjem Ormož zelo dobro sodelovali. Oni so bili tisti nosilni naš partner, kar se tiče samih izvajalcev. Zadaj še so bili tudi ostali izvajalci, s katerimi so imeli pogodbeno razmerje tudi rešeno, pa tudi normalno kompletna občinska in pa medobčinska uprava. Ni samo, se pravi, izvedba na terenu, ogromno je bilo papirologije, ogromno je bilo dajanja zahtevkov, da so se teh 4,3 milijona evrov tudi počrpala uspešno. Ogromno je tudi bilo usklajevanja, torej zadaj se papirji gledajo ob vseh zahtevkih, se pravi ze strani posameznih ministrskih resorjev, tako da je potrebno kar dobro delati, vkolikor želiš do sredstev priti. Imamo tudi informacije, da so določene občine imele več problemov pri črpanju samih sredstev, tako da jaz mislim, da se tukaj zahvalo res zaslužijo vsi tisti, ki so bili na terenu, vsi tisti, ki so bili v papirologijah, tudi konec koncev kompleten nadzor, ki je izvajal dela. Vedno smo bili korektni tudi do samega izvajalca, šli skozi časovnice, šli skozi vse to, izvajalo se je še več del, kot je bilo v samem projektu predvideno, res smo šli tudi občankam in občanom čim bolj na roke. Zahvala pa tudi seveda tudi vsem, ki so, bi rekel, živeli, se pravi občankam, občanom in vse tistim ob sami gradnji. Bilo je kar dosti prilagajanj, bilo je kar dosti obvozov. Večkrat si je bilo potrebno zadrpeti tudi kak dovoz, ni bilo vedno takoj poasfaltirano, ni bilo vedno takoj, se pravi, niso bila groba dela zaključena, tako da iskrena hvala tudi vsem tistim, ki so pri tem včasih si morali zatrpeti, ampak včasih se splača. Bil je večmilijonski projekt, gre za veliko pridobitev naših 3 občin in jaz verjamem, da se lahko tudi v neke časovnice tudi malo zatrpimo. Gradbena dela je izvajalo komunalno podjetje Ormož, projekt pa je vreden blizu 8,5 milijonov evrov. Od tega so si občine iz kohezijskega sklada uspele pridobiti 48 in iz državnega proračuna 9%. Razliko prispevajo občine same. Ormož 33, Središče ob Dravi 4 in občina Sveti Tomaž 6%. A bo končni strošek zaradi podražitev višji. Zdaj, pogodbena vrednost se razlikuje v tem, da so bile priznane seveda nekatere podražitve. Vemo, materiali, nekateri so šli zelo navzgor, posebej asfalti in cevi. Tako da bilo je priznanih približno za 430 tisoč podražitev. Izključno gre za podražitve zaradi cevi in asfaltov. Medtem ko je bilo pravljeno tudi nekaj več del na cestni infrastrukturi, tako da je bila ta vrednost približno 600 tisoč evrov višja.
V tem času izvajalec del komunalno podjetje Ormož ureja še prekope cest, da bo lahko zimska služba opravljala svoje delo. Potekala pa bodo še dela na bankinah in dela v objektih zgrajenih v okviru projekta, kjer je treba opraviti še nekaj notranjih del. To je bilo vse za danes. Zadnja oddaja čez teden dni prinaša spomine na nekatere pomembnejše dogodke v iztekajočem se letu. Tako da se nam kar pridružite, pa tudi sicer vsaj vsak dan pripravimo kaj novega. Želimo vam prijetne božične praznike in veliko sreče v novem letu 2023. Srečno!